Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novo oddajo Začnimo teden z Revisorom. Tokrat nadgrajujemo prejšnjo oddajo. Prejšnjo oddajo smo povedali, kaj vse nam prinaša mesec maj, kar nekaj razburkane, dinamične energije, ki pa prinaša pozitivne priložnosti, da svoje življenje spremenimo. Danes bomo pogledali glede na vaše število življenjske poti, kaj bi bili možni izzivi v tem mesecu, kaj bi bili možni razburkani valovi okoli vas in kaj je pravzaprav darilo tega. Saj vemo, da po vsaki nevihti posije sonce, mnogokrat v življenju pa potrebujemo malo spodbude, brce, pobreka, tudi izzivov, da pokukamo iz vsega tistega, kar nam je poznano, vsega tistega, na kar smo navajeni. Pravzaprav pa v letošnjem letu, kot vedno znova ponavljam, se učimo ljubezni do sebe, se učimo sprejemanja sebe, se učimo življenje resnično živeti, doživeti in v njemu uživati. Zato bom pričela kar s tem vprašanjem. Ali v vašem življenju uživate? Ali ga sprejemate? Ali sprejemate sebe? V prejšnji oddaji sem rekla, morda pa ni tako zelo pomembno, kaj pa bo potem, kaj se bo zgodilo. Morda je bolj pomembno, kaj pa zdaj, kaj pa se zdaj dogaja, kako pa se vi zdaj lepo čutite. Kakšen ponedeljek je za vami, kakšen pričetek maja je za vami, kakšno lansko leto je za vami. Pogrevanje lanskega leta pravzaprav nam nikomur ne prinaša neke konstruktivne energije. Morda si rabimo iz izkušenj, iz izzivov, tudi iz izgub, tudi iz razočaranj, tudi iz presenečenj, nečesa naučiti in pričeti graditi drugačno prihodnost. To je spodbuda vsem tistim, ki morda težje spuščate stvari, ki se morda težje prilagodite, ki ste morda ne tako zelo navdušeni nad nenadnimi spremembami. Ljudje smo si različni in prav je tako. Nekateri vedno znova stremijo po nečem novem, si vedno želijo nekih dražljajev, nekega dogajanja, nekih, bom rekla, strastnih občutkov, doživljanja, tudi tveganja. In obstajajo seveda ljudje, ki so radi varni, ki jim rečemo morda celo zapečkari. Ljudje smo si različni. Prav je, da imate sebe radi v vseh oblikah, v vseh trenutkih, predvsem pa zdaj. Torej, kako zelo imate vi sami sebe radi zdaj? In kako bi lahko to ljubezen okrepili? Maj nam bo prinesel veliko priložnosti drugačnega pogleda na svet, drugačnega pogleda na nas, drugačnega pogleda na odnose, katere gradimo. Vsi naši odnosi bodo nekako, ne bom rekla na preizkušnji, ampak vsekakor na ogledu. Kje bi se mi lahko obnašali drugače? Morda si želimo, da bi se druga oseba obnašala drugače. Morda bi si želeli več prisotnosti določenih oseb v našem življenju. Morda bomo ugotavljali vse bolj, kako zelo nam prija odsotnost določenih oseb v našem življenju. Prejšnji oddaji smo se kar veliko pogovarjali o toksičnih odnosih, o toksičnih osebah, o narcisih. Mnogo bo ozaveščanja, neprimernega obnašanja, neprimernega vedenja in odnosa. Predvsem pa dajmo pričeti sami pri sebi. Kdaj sami sebi ne damo možnosti izražanja čustev? Tudi če gre za jezo. Jeza sama po sebi ni slaba. Jeza nam mnogokrat pravzaprav prinaša opozorilo ali sporočilo, da nekaj ni okej. Kako zelo globoko ugotovitev, boste rekli, kaj ne? Kaj pa mi z jezo naredimo, pa pokaže našo lastno čustveno zrelost. Seveda nas vse lahko pojezi nekaj tako banalnega, kot da nam je šel avtobus, ali da se je nekdo urinil pred nas v vrsti in tako naprej. Saj nas marsikaj tekom dneva lahko pojezi. Kako se pa mi na to odzovemo, pa kaže ne samo naše počutje, ampak tudi našo, bom rekla, integriteto. Ali boste zdaj osebi, ki se je urinila pred vas v vrsto, odgriznili glavo, ali boste morda na spoštljiv, umirjen način rekli, poglejte, oprostite gospod, gospa, vrsta je tam le zadaj, bil sem pred vami. Morda je ta oseba pred vami resnično nasilnež, bully, nekdo, ki je sebičen, ki vas je zagledan, ki meni, da je stari, da grem jaz sem tako glavna, kaj zdaj. Morda pa je ta oseba ravno kar doživela nekaj zelo žalostnega in vas resnično ni opazila. Morda je samo raztresena, morda je boli glava, morda je zaspana. Vsi imamo kdaj boljše pa slabše dneve in verjamem, da vsi kdaj, karikiram, se urinemo pred nekoga v vrsto, ne da bi to sploh zaznali. Vsi včasih se izražamo malo bolj nerodno, vsi smo včasih nenamerno nesramni ali nespoštljivi, kajti na drugi strani imamo lahko sogovornika iz drugačne kulture, zelo drugačnega verovanja, zelo drugačnega doživljanja sveta in življenja.
Kaj se ne bi vsi skupaj lahko naučili nečesa novega, če bi bil to pravzaprav dialog. Če bi druga oseba rekla, v moji kulturi, v mojem načinu verovanja, v mojem svetu, v mojem življenju, pa tole ni bilo spoštljivo. Pred časom sem se pogovarjala s sosedi o različnosti navad. V Ekvadorju namreč, če smo v indijanskih vasicah in nam seveda postrežejo z enormnimi količinami hrane, je za njih žalitev, če to hrano zavrnemo. Pri nas recimo smo pa skoraj da vzgojeni, da ne smemo preveč hrane sprejeta, ne? Vsaj jaz sem tako vzgajena. Ko gremo na obisk, moraš biti prijazen, moraš biti skromen, ne smeš vse potice pojesti, moraš pač paziti, ne? Denimo na Japonskem so običaji povsem drugačni. V Afriki tudi. Kamorkoli na svetu gremo, pogledajte, pa govorimo o hrani, o nečem tako zelo osnovnem. So običaji drugačni. Nenamerno smo lahko žaljivi. Nenamerno se morda obnašamo neprimerno. Kaj ne beneficiramo vsi, če na drugi strani oseba reče, poglej, pri nas pa je to tako. Mi pa tako to doživljamo. Ne, da nam vsiljuje svoje običaje, ampak da jih z nami podeli. Tako lahko mi razumemo njihovo doživljanje in oni naše. In tako lahko najdemo skupno pot. Ki denimo v Južni Ameriki je, da če hrane ne morete pojesti, je ne boste zavrnili, ampak boste poprosili za vrečko ali posodo in odnesli s seboj. Torej, vedno v življenju se lahko najde ta srednja pot in pravzaprav to srednjo pot nekako po teh zadnjih 2 turbulentnih letih skupaj iščemo. V maju bodite zato zvedavi, bodite radovedni, raziskujte, sprašujte osebe v svoji bližini, zakaj razmišljajo tako, kot razmišljajo. Učimo se pravzaprav lahko samo od drugačnih od sebe in nasprotja se privlačijo ravno zato, da se skupaj lahko naučimo neke skupne poti ali pa tudi ne. Torej, maja bo tudi ogromno situacij, v katerih se pa bomo odločili, da bomo stopili korak nazaj in jo odsvrli stran. Torej, v življenju dejansko včasih so situacije, v katerih je odnos prišel do točke, v kateri je edino spoštljivo to, da odidemo. Da se odmaknemo, da poskrbimo za sebe, za svoje čustveno zdravje, za svojo varnost, za svojo srečo. Ne glede na to, da imamo osebo radi, je prav, da imamo radi tudi sebe. In veste, včasih tudi ta odmik nekako povzroči spremembo. Včasih preko tega odmika ozavestimo, da mogoče nam do te osebe sploh v resnici ni bilo tako zelo, oziroma mogoče nam omogoči ta prostor za dihanje vmes. Velikokrat, kadar govorimo o nekih intenzivnih odnosih, ko govorimo o posledicah nečesa bolečega, ko govorimo morda o izdaji, o nečemu, kar nas je prizadelo, smo morda malo preveč takole in si morda očitamo, ponavljamo, se bojimo, da se bojo stvari ponovile in tako naprej. Včasih potrebujemo ta odmik, da lahko preprosto zadihamo, vidimo stvari z drugačne perspektive, sami pričnemo drugače ravnati, druga oseba ima mogoče tudi malo več prostora za dihanje in pravzaprav za razmislek in potem iz te pozicije znova nekaj gradimo skupaj. Ne iz te, ki morda je preveč intenzivna, negativno intenzivna. Torej, maja se ne ustraši, če bo prihajalo do trenj, maja se ne ustraši, če bo prihajalo do potrebe po več svobode, do potrebe po več ognja v vašem življenju. Pravzaprav je pred nami mesec, v katerem bomo prepoznavali, kaj vse nas pa morda ne navdihuje več in česa si pa želimo več. In potem se pojavlja vprašanje, ali si boste drznili. Ali si boste drznili pokukati ven iz tiste barvne palete, ki je vam poznana, na katero ste navajeni, na zaporedje, katero veste, da vas čaka, ali si boste drznili pokukati v dinamiko življenja, v dinamiko barv, v dinamiko možnosti in priložnosti, ali si boste drznili doživeti, drznili občutiti in do katere meje. Kje pa je tista mera, ko boste rekli, ok, to je pa zdaj malo preveč divje zame, sorry. Do sem pridem, od tukaj naprej pa ne več. Torej, veliko bo preizkušanje naših mej, veliko pa bo tudi priložnosti, ki nam prinašajo rast, razcvet, kjer se bo znova izkazalo, ali si drznete ali ne. Torej, če ste za, dajmo kar pogledati od 1 do 9 vaše število življenjske poti, izračunate ga tako, da seštejete svoj rojstni datum, formule imate zdaj na zaslonu.
Torej, naš rojstni datum nam pove, v čemu smo dobri, kje so naši talenti. Uporabimo jih v tem času. Torej, enke, prodorni ste, močni ste, drage enkice, samozavestne osebe ste. Včasih ste pa malo prehitre in s tem hočem povedati, da si izberete eno možnost in potem letite za to možnostjo, medtem ko mogoče jih je veliko več. Če pogledate zdaj sliko za menoj, pogledajte tamle tulipanček. Je sam. Potem jih je pa še ful. Vam, kar se v življenju velikokrat zgodi, je to, da ko zagledate prvi tulipan, tistega tamle čisto v kotu, ga zagrabite in laufate. Medtem ko je morda še toliko drugih boljših, lepših, večjih, manjših, barvitih, takšnih in drugačnih tulipanov na voljo. Torej, maja ne zagrabiti ideje in dirkati z njo naprej, ampak opazujte, kje vse so še druge možnosti. Dajte si čas za razmislek, dajte si čas za dihati in dovolite si izbrati več različnih tulipanov, kajti kar lahko storite, kar vsi mnogokrat pozabljamo, je to, da lahko izberete en cvet in če vam ni všeč, ga daste nazaj in izberete drug cvet. Ljudje smo si različni, okusi so si različni, naše potrebe so si različne, kompatibilnost je seveda pomembna, pa če govorimo o partnerskih, prijateljskih, poslovnih, sosedskih odnosih. Z nekaterimi ljudmi pač ne gremo skupaj. Z nekaterimi športi ne gremo skupaj, z nekaterimi navadami ne gremo skupaj, z nekaterimi načini razmišljanja ne gremo skupaj. Ne samo za enke, za vse nas to velja. Poskusimo, se učimo in se zavedajmo, da imamo možnost izbire. Torej, drage enke, ne prehitro se odločati, ne da bi sploh raziskali, kaj vse vam je pravzaprav na voljo. Število življenjske poti 2. Za vas pa velja mogoče ravno obratno, ne predolgo časa vztrajati pri izbranem, ne da bi se zavedali, da je izbire seveda še veliko. Namreč, ste tip človeka, ki rad ugaja drugim, ki je rad v dobri družbi, ki pa se včasih tudi zelo podredi. Celo do te mere, da tiste osebe, katere imate zelo radi, obožujete tako zelo, da kar malo prevzamete njihove navade, njihov način razmišljanja, njihov okus. Torej, če bi vas vprašala, katera hrana je vam všeč, katera barva tulipanov je vam všeč, se zamislite nad svojimi odgovori. Ali so resnično vaši, ali so vsaj malo obarvani z energijo ljudi, ki so v vaši bližini. Morda se tako spodobi, morda je vedno bilo tako, morda vas je mama tako naučila, vaš oče je skozi tako delal, ljubezen vašega življenja je pač tako to počne. Kje ste vi? Kje v vsej tej izbiri življenja, med vsemi temi priložnostmi, ki nam jih življenje ponuja, ste vi? Katere priložnosti ste zagrabili zato, ker ste si vi tako želeli in katere zato, ker se je to od vas pričakovalo? Maja namreč bo ogromno novih poti pred vami. Ogromno možnosti, da pričnete razmišljati in ravnati drugače. Je že res, da mogoče rezultati ne bodo takole takojšnji, ampak ta klik v glavi, ta sprememba, ta shift pa je hipen in je odvisen od vas. Torej, bodite radovedni. Kdo ste vi, kako vi razmišljate, kakšni so vaši pristni odzivi, kolikokrat ste morda jezni, razočarani, pa tega niti ne pokažete sebi, ker se to ne spodobi, ker potem vas pa ne bodo marali, če boste vi jezni na te osebe. To res ne smete biti jezni, ne? Torej, morda ste se ujeli v vsaj kakšnem odnosu v te mehanizme. Maja bo življenje pritiskalo točno na te gumbe, ne zato, ker bi vam želelo življenje nagajati, ampak zato, ker vam želi pokazati, da ste vi pomembni, tako kot vsak tale tulipanček za menoj. Vsak gradi celoto, ki jo zdaj vidimo. In ta celota brez vas bi bila pomanjkljiva. Torej, oblikujte sebe, kot bi oblikovali najlepši možni tulipanček, ki ga boste podarili tej celoti. Število življenjske poti 3. No, vaša domišljija bo imela žur v tem mesecu, pred vami je čas ustvarjalnosti, pred vami je čas, bom rekla, tudi navihanosti, tudi malo uporništva bo prisotnega, se pravi, ne mi zameriti, ampak morda boste včasih naredili tudi malo drame, ali pa se bo drama kar sama pojavila pred vašimi vrati. Torej, po eni strani bi lahko bili nekoliko bolj senzibilni, nekoliko bolj ranljivi, tudi mogoče bolj občutljivi, morda boste se odzivali malo bolj intenzivno kot sicer, s tem ni nič narobe, dokler
preko tega ozavestite, kaj pravzaprav je tisto, kar vam manjka v življenju. Kaj pravzaprav v resnici pogrešate? Ta otroček znotraj vas. Kaj potrebuje? Otroček, ki zganja stvari, takšne in drugačne, običajno to počne, ker potrebuje pozornost, ker potrebuje ljubezen, ker potrebuje biti slišan. V katerih situacijah in v odnosih vi nimate te pozornosti in kdaj si je morda sami ne dajete in komu morda je dajete malo preveč. O, Marička, koliko vprašanj za samo en mesec. Ne za vas, celotno leto bo prineslo veliko priložnosti, da poiščete te odgovore. Maja pa je pomembno, da v tistih odnosih, kjer boste prepoznali, da ste kritizirani, da niste sprejeti oziroma dobrodošli takšni, kakršni ste, naredite vi spremembo. Torej, da vi sami sebe sprejemate in se postavite na malo drugačno mesto, predvsem pa, da ste vi, kajti le tako boste našli ljudi, ki so vam podobni. Ljudi, ki bodo nad vami naravnost navdušeni. To velja za vse nas. Če mi sebe skrivamo, če se pretvarjamo, da smo vrtnica, čeprav smo tulipan, ne bomo našli vrtnice, ampak bomo obdani s tulipanom in se bomo vedno počutili takole odrinjene kot tisle tulipanček na koncu. Torej, drage moje trojkice, z vašo domišljijo in z vašo intenzivnostjo ni prav nič narobe, pomembno pa je, da najdete ljudi, ki so vam pomembni, ki, da tako rečem, govorijo vaš jezik. Število življenjske poti 4. No, dinamika meseca maja, drage moje štirke, vam ne bo najbolj pisana na kožo, kar pa ne pomeni, da bo maj slab. Pomeni pravzaprav, da uporabite to energijo za tiste premike, s katerimi odlašate. Morda to pomeni kakšen izlet v neznano, morda to pomeni, da boste končno premaknili kavč na drugo stran dnevne sobe, prebelili, kaj spremenili, kaj mogoče tudi stran vrgli in tako naprej. Torej, opuščanje, spuščanje in pa obenem radovednost. Kako se lahko stvari lotevate drugače, kako lahko privabite drugačne situacije v vaše življenje, drugačne ljudi v vaše življenje in kaj je darilo, ki vam ga prinašajo. To ne pomeni, da boste zdaj drastično spremenili svoje, stalno prebivališče in se odselili kar v divjino, ampak družite se z ljudmi, ki so z vami, ki so od vas zelo drugačni, ki razmišljajo drugače, ki so morda celo nasprotni vam. Torej, ne govorimo o tem, da bi zdaj mogli iti v nek hud ekstrem in se pričeti obnašati povsem drugače, kot sicer ste, ampak raziskujte, katere dele sebe pa morda vi zatirate. Kateri deli vas so tako zelo prestrašeni spremembe, nepoznanega, morda celo nevarnega, da so kar nekako zakrknili. Kajti včasih si dobesedno ne pustimo dihati, dobesedno si ne pustimo izkusiti nečesa, za kar ne vemo, kaj nam bo prineslo. Torej, v maju bo kar nekaj situacij, v katerih ne boste imeli veliko izbire, kaj bi in kaj ne bi, imate pa izbiro to sprejeti z zvedavostjo, z radovednostjo. Torej, naj bo maj mesec, v katerem si boste drznili stvari početi drugače, če tudi to pomeni, da boste šli v kakšno eksotično, nenavadno restauracijo in poskusili hrano z drugega konca sveta. Saj ni potrebno tvegati in iti na bungee jumping, če se bojite višine. Vsekakor pa premagajte tisti strah, ki vam je v temule trenutku prišel na misel. Število življenjske poti 5. Pred vami je mesec, v katerem boste dinamični, boste raziskovali sebe še z malo več užitka kot sicer, pomembno pa je, da sebe pri temu ne izgubite. Kajti kaj se zgodi mačjemu mladičku, ki teka za žogico ali metuljčkom, kar nenadoma več ne ve, kje je? Kar nenadoma je malo težje najti pot domov, malo težje najti svoje bratce in sestrice in svojo mamico in včasih je to lahko usodno. O, kako sem to tragično pričela. Ne, maj ne bo tako zelo negativen. Vsekakor pa imejte neko zdravo mejo varnosti in bom rekla previdnosti pri svojem raziskovanju, pa naj gre za način komunikacije, v katerem bi morda lahko hitro prišli predaleč ali pa bili preveč direktni, preveč odprti, na drugi strani imate pa morda sile sramežljivo osebo in jo boste s tem prestrašili. Torej gre za to, da pač zaznavate svojo okolico in v temu uživate, da niste
prehitri, da niste preveč impulzivni, da vas po domače povedano ne odnese kot najstnika. Vsi kdaj noter pademo v kakšne stvari, ki so nam wow, to je normalno, to je popolnoma človeško. Maja pa je pomembno, da vseeno imate noge na tleh, da vas nekako ne odnese na kakšne take poljane, kjer pa za vas več ne bi bilo dobro. Sicer pa Maja prinaša možne povezave s tujino, čudovito obdobje tudi za potovanja, predvsem pa za spremembo. Za vas še posebej velja in pa tudi za šestice, sprememba izgleda, frizure, načina oblačenja, načina izražanja, predvsem pa načina komunikacije. Torej, ne glede na to, da ste zelo odprta oseba, da nimate problema s tem, biti morda malo bolj senzibilni pa do sogovornika tokrat. Kajti v mesecu maju boste vi zelo na free, določene zavore bodo popustile, na drugi strani imate pa mogoče osebo, ki pa ni tako zelo odprta, bomo temu rekli. Število življenjske poti 6. Kot smo že prej omenili, spremenila se bo komunikacija z vami. Komunikacija s svetom. Torej, kako lahko na spoštljiv, ampak vseeno zelo odprt način sebe izražate in od koga se boste odmaknili. Za šestice bo maja zelo pomembno izbiranje energije, s katero se obdajate. Tudi za vas je to absolutno fantastično obdobje za spremembo izgleda, za spremembo garderobe, nakita, načina izražanja vas kot vas. Morda je to določena barva, določena pričeska, določen stil, ki ga boste oddajali. Predvsem pa tudi vaš dom prihaja v obdobje, v katerem bo po vsej verjetnosti čutiti potrebo po spremembi. Se pravi, kako se lahko doma počutite bolj svobodne, ne le varne. Kako se lahko doma počutite bolj drzne, bolj senzualne, bolj strastne, bolj vi, ne samo doma. Doma smo velikokrat v kakšnih različnih majicah, trenirkah, ker to je za doma v redu, a ne? Kaj, če bi bili vi, Maja, doma v svoji najboljši obleki, v svojih najboljših čevljih, copatih, nakitu? A je tega škoda za doma? Kaj ti to seveda poraja vprašanje, ali je škoda za vas? To pa bo rdeča nit vašega maja. Česa je škoda za vas, se pravi, česa po vašem mnenju vi niste vredni in zato dopuščate okolici, da se do vas obnaša neprimerno. Število življenjske poti 7. Omenili smo v prejšnji oddaji, da ne preveč secirati stvari v tem mesecu, ne preveč analizirati, ne biti preveč osredotočeni na določeno malenkost, ki pa morda ni najbolj ključnega pomena. Torej, to pomeni, da bo veliko priložnosti, katerih ne boste opazili, na katere morda ne boste pozorni, zato zagrebite bika za roge še preden se maj prične. Kje bi si želeli spremembe? Kakšne spremembe? Pravzaprav, kakšen izid po tej spremembi bi si vi želeli? Torej, če si jaz želim shujšati, to pomeni, da želim biti bolj suha in se moram osredotočiti na bolj vitko izvedbo mene. Ker je popolnoma nemogoče, ker grem nazaj v Ekvador, ker me bodo znova pitali, ampak glejte, upanje ostaja. Torej, kaj je tisto, česar si vi tam na koncu tunela, skozi katerega boste prišli, želite, brez da bi pretirano analizirali vsak kamenček, pa vsak gradnik tega tunela, preko katerega greste. Kajti, ker velikokrat naredimo, je to, da smo morda preveč vpeti v dano situacijo, v dan proces, ki je samo neko, bom rekla, prehodno stanje, ki je samo del poti. Nam se pa kar zdi, da bomo tukaj zdaj zabetonirali. Torej, zavedajte se, da ste v ciklu, da hodite čez ta tunel, da mogoče že vidite svetlobo, ampak niste pa še zunaj. Torej, naj vas ta svetloba ne zaslepi tako zelo, da bi menili, da ste na koncu poti. Ampak korakajte in se ne osredotočajte preveč na tiste stvari, ki niso pretirano ključnega življenjskega pomena. Kajti s tem pravzaprav izgubljate svojo lastno energijo, ki jo boste potrebovali, da boste prišli do konca tunela ven in tam potem uživali. Število življenjske poti 8. Drage osmice, rekli smo, da sami sebi postavljate meje in se včasih sabotirate. Torej, če bi vi sebe opisali nekomu drugemu in bi bila naloga, da morate to osebo opisati skrajno pozitivno, kakšen bi ta opis bil? Katere talente bi izpostavili? Katere sposobnosti bi izpostavili? Katera znanja bi izpostavili? Katere značajske lastnosti bi izpostavili? Katere fizične lastnosti bi izpostavili? Kaj pravzaprav sploh bi izpostavili? Kako bi pričeli? Kako bi zaključili? Kako bi vi sami sebe opisali nekomu, ki je z drugega planeta in vas prvič vidi?
Ali bi zašli v skromnost, ali bi zašli v pretirano hvalo in kako se potem to odraža v vašem življenju. Število 8 povezujemo tudi z izzivi ega, tudi z izzivi lastne vrednosti, torej kaj je vaše mnenje, česa si vi zaslužite in česa ne in kje točno v vašem življenju točno ste. Včasih je potrebno preprosto narediti, bom temu rekla, neke vrste inventuro in potem stvarim dovoliti, da se razrastejo. Ste v čudovitem obdobju rasti, rekli smo tudi povezovanje s tujino, torej vse stvari, ki so nenavadne, ki so neobičajne, ki vam niso pretirano domače, vam v tem času lahko prinesejo nenaden uspeh. Torej, odprite se nenavadnemu. In še število življenjske poti 9. Rekli smo, da se bodo spreminjale energije okoli vas, vaša okolica, ljudje, ki jih sprejemate, ljudje, s katerimi se družite, seveda pa tudi vi. Torej, kje pa morda sami sebi ne dopustite spremembe, kje bi bila ta sprememba morda lahko boleča in katere spremembe in pretekle izkušnje ste kar nekako potisnili v spomin, pa jih zradirali. Namreč, maja bi se lahko zgodilo, da se bodo nenavadne izkušnje, katere ste nekoč že prestajali, ponovile. To ne pomeni, da ste vi kaj naredili narobe, niti ne pomeni, da so to negativne izkušnje. To ne pomeni, da bo nekdo, ki vam je zelo nesimpatičen, prišel za vami in vam težil, da po domače rečem. To pomeni, da bi se lahko ponovil občutek nepoznanega, nelagodnosti in tistega, veste, ko ne vemo, kaj bo. Stvari se spreminjajo, ampak mi zdaj čisto dobro ne vemo. Vi pa ste tip človeka, ki po eni strani zelo dobro razume, da ko se cikel zaključi, se nov prične. Ampak ta nov cikel je včasih lahko sila podoben prejšnjemu. Ste pa v obdobju, ko je prav, da se tiste stvari, v katerih ste zaciklani, pričnejo počasi spreminjati. Torej, če tudi bi se morda na prvi pogled zdelo, da ojoj, spet to, a že spet, pa ne že spet. Pravzaprav, zakaj bi bilo spet isto? Ali ste vi še vedno ista oseba? Ali boste tokrat stvari pričenjali početi drugače, se odzivati drugače, izbirati drugače in ne nazadnje, katere nove drugačne ljudi lahko povabite v svoje življenje, ki vam bodo prinesli seveda posledično drugačne izkušnje. Torej, dragi moji, to je bil pregled od 1 do 9. Maj bo mesec, ki nam bo vsem postregal z izzivi sprememb. Vsak izmed nas pa se seveda na spremembe odziva drugače, vsak izmed nas tudi priložnosti vidi drugje. Vsak izmed nas doživlja uspeh, srečo, ljubezen drugače. Torej, ne jemljimo si pravice določiti, kaj je dobro za nekoga drugega, ampak dajmo raje razmišljati, kaj je v resnici dobro za nas. Kajti verjamem, da mnogokrat se ujamemo v past ljubezni do drugih, ki izničuje ljubezen do nas samih. Seveda je prav, da ljudje sprejemamo takšne, kot so, seveda je prav, da jih ne obsojamo, ampak prav pa je tudi, da sprejemamo sebe takšne, kot smo. Da sebe ne obsojamo. Ali zdaj ljubezen do sebe izničuje ljubezen do drugih in obratno? Ne bi smela. Pričakovanja so tista, ki tukaj potem mešajo štrene. Ali resnično lahko od nekoga, ki je slep, pričakujete, da vam bo opisal barve? Ali lahko od nekoga, ki je gluh, pričakujete, da bo poslušal Vivaldija? Mnogokrat namreč od oseb, ki ne da nam ne želijo dati to, kar mi pričakujemo. Pričakujemo, upamo, prosimo, čakamo in na koncu očitamo stvari, ki nam jih te osebe preprosto ne morejo dati. Če jaz zdaj na sebi nimam plašča, vam ga ne morem dati, pa če si to še tako zelo želim. Če je ta plašč zelo pomemben za vas in to vi potrebujete v odnosu z menoj, potem morda poiščite osebo, ki ima plašč in vam ga lahko da. Potem jaz nisem prava oseba za vas. Mi pa se prevečkrat obesimo prav na osebo, namesto da bi sami pri sebi vedeli, kaj ta plašč, se pravi, kaj je tisto, kar mi potrebujemo od svojih prijateljev, od svojega partnerja, od svojih sodelavcev, od svojih nadrejenih, od svojih podrejenih, od svojih sosedov in tako naprej in tako naprej. Toliko ljudi, kolikor jih imamo v življenju, toliko različnih odnosov, tudi gojimo v življenju, mi moramo vedeti, kaj potrebujemo in kaj potrebujemo do te mere, da brez tega ne moremo. Se pravi, ne glede na to, da imamo lahko nekoga zelo radi
če to, kar resnično potrebujemo, ne prejemamo, moramo imeti sebe dovolj radi, da raziščemo druge možnosti. Kajti velika verjetnost je, da če smo z nekom, ki nikakor ne zmore biti zvest, nam pa ravno zvestoba veliko pomeni, je velika verjetnost, da ne bomo srečni, ne mi, ne druga oseba, je tako. In po vsej verjetnosti bi bili mi bolj srečni z nekom, ki ima isto karakteristiko in potrebo po zvestobi, in druga oseba z nekom, ki pa je podobno odprt kot druga oseba. Kaj ni bolje, da smo 4 srečni, oziroma da so 4 srečni, kot 2 nesrečna? A sem zakomplicirala. No, maja bo podoben občutek. Kar nekaj bomo komplicirali in filozofirali, medtem pa bi se lahko zgodilo, da bi nekaj priložnosti steklo mimo nas. Bodimo torej čuječi, bodimo zreli in odgovorni do sebe in do drugih, predvsem pa se učimo. Pravzaprav smo zato tukaj. Vsi se še nečesa učimo, torej bodimo tudi med seboj potrpežljivi, razumevajoči in predvsem ponudimo nasmeh, nasvet in pomoč na način, ko ga druga oseba potrebuje. Dragi moji, hvala lepa za vašo družbo. Jaz vam želim en fantastičen maj. Izkoristite vsako priložnost za nekaj lepega. Bodite srečni, predvsem pa imejte sebe in druge radi. Se vidimo naslednji teden.